The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj v novi sezoni, srečnega, zdravega, veselega, debelega v letu 2025, pa da boste čim bolj uživali na kolesu in v naši družbi seveda. Danes z mano spet Petra, bova šla čez, zdajle bomo imeli en prav poseben velo klepet, se pravi v velobaru. Bojo same ženske prišle, Petra ga bo vodila, jaz bom sam za kamero, tako da bo šla malo čez to čez. Jaz sem bil na ciklokrosu v Ljubljani, mogoče še čist malo v temu, potem pa če kdo spremlja ciklokros sezono v svetovnem pokalu, saj meni je, ne vem, kar naenkrat sem rad full fan in sem začel zdaj to gledati, mogoče mi manjka že malo teh cestnih dirk. Tako da to, mogoče še kaj drugega poklepetava, tako da evo, danes o temu, najprej pa Petra, kako si, valjda, Petra je bila zdaj še na fittingu pri Dejanu Vračiču v Mariboru, tako da bo šla še čez to. Jaz pa ne grem v Human Performance Center, ker bojo v Maxi Sportu začeli neki, rečemo, na podobno foro delati, tako da sem se tam zdaj izmenil in bom šel tja in boste dubali vlog iz tega, upam, da do konca januarja enkrat. Tako da, evo, nič kva. Najprej še srečno pa zdravo, pa uspešno tole novo leto, tako da nič debelo, ampak sam veselo. Tako da ja, no še z moje strani to. Tako da Nič, ko je bilo pri Dejanu? Ful smo se imeli luštan, ena taka lepa sobota je bila, tak lep dan, sonce je bil v Mariboru, kle v Ljubljani veje, da ga ni bilo nič, tako da smo se res imeli fajn, nismo šli sicer pol na kolo, ker smo mi dva bolj riti za te mrzle, vse ne bilo hladno, čeprav je bil sonce, tako da smo šli peš, je Dejan gonil na njegov Pohorje. To je v bistvu po smučišču, tako da smo skoraj že plezali po vseh štirih, ampak tako da danes me malo noge bolijo, ker nisem glih očitno to vse. V bistvu do ta bolfenk, no, ta prvi del, se pravi, do pač vrha tega prvega dela. No. Ja, ne čist do, ne, nismo šli do Areha recimo. No. Ja. Okay. Tako da je bilo čist dost, no. Za po celemu dnevu sem že prej se malo nagonila tam na trenažerju, tako da je bilo tudi kar dost. No. Tako da to je bilo lušten iz tega vidika, da je me zdaj nastavil na kolesu. Mislim, da najboljš polka bo video vam prišel, pa da se tam malo več pove. Pa v bistvu danes lahko že poveva, da bo 23.1. Dejan v podcastu oziroma še bomo naredili kot veloklepet ali kot kolesarski človek, bomo se še odločili. Zdaj, če bi ga ljudje radi videli, spoznali, pa z njemu poklepetali, je mogoče tudi fajn, da naredimo pol kar pri nas, pa se naredi kot ena taka okrogla miza, kjer se lahko tudi pol drugi z njemu srečajo. Tako da 23.1. popoldan ob 6. Evo, v velobaru pride Vračič, tako da vsi, ki ga hočete spoznati, ki imate kakršenkoli vprašanje za njega, takrat, zdaj ta četrtek, bojo prav posebne dame, 4 imele klepet, tako da Petra, kdo boste vsaj? Tako, to se pa ful veselim. Je bila ideja iz strani poslušalcev, pa v bistvu to je bila tudi moja želja že nekaj časa, da bi se dobile res tako punce, ženske, ki kolesarimo. Tako da prišle bodo Alenka iz primorskega konca, ki tudi je veliko na kolesu, veliko časa na kolesu preživi. Potem bo naša Anja, ki je tudi v bistvu ni kolesar toliko dolg časa, ampak vem, da ima dosti raznih težav, zelo hitro se je upeljala v kolesarjenje in bo lahko tudi zelo veliko povedala. Jasno pa z nami smo hoteli tudi en profesionalen vidik dobiti, tako da bo Urša Pintar tudi prišla, kjer bo pa tudi ona malo povedala, malo pač klepetali bomo predvsem o ženskih težavah na kolesu,
o fizičnih, se pravi, kaj nas moti, kaj nas žul, kaj nas tišči, do mogoče tudi malo teh potem že na psihologijo, to naša tekmovalnost, ki je malo drugačna, se mi zdi, kot pri moških. In pa bo pol tudi Urša malo povedala iz profesionalnega, se pravi, z tega pro sveta, kako se tudi tam ženske srečujejo z drugačnim pristopom oziroma mogoče obravnavo drugačno kot moški, čeprav se tudi to zdaj zelo spreminja, sva mi dve že to malo z Uršo na hitro obdelale. Tako da mislim, da bo zelo zanimiv. Bo v stilu okrogle mize, bo se sicer snemal, ampak tako da vabimo tudi moške, mogoče pa še bolj ženske, da pridete, da tudi vi postavite vprašanja, da nam še vi poveste mogoče kakšne svoje izkušnje, ker mislim, da tudi jaz sem prebrala zdaj že nekaj teh študij in dejstvo je, da ženske imamo zelo večje, veliko večje težave na kolesu, kot jih imajo moški, tako da to sem zdaj gledala raziskave, ki so bile narejene iz strani zdravstvenih, se pravi, agencij oziroma inštitucij, nekaj ameriških, nekaj je bilo narejeno tudi v Evropi, tako da mislim, da bo to zelo zanimivo. Bo pa na začetku tako, da bo pogovor med vami in pol na koncu bo vprašanje, ali se bo že vmes dajalo vprašanje. Zdaj, če bo tema, da bo pač, ker se bomo malo skakali, bomo po tematiki šli, se lahko tudi vprašanja sproti, mislim, da postavljajo oziroma komentira, ker bomo tako na najlažji način prišli res do nekih informacij na določeno temo, ker nekako pripravlja sem mogoče 4 take sklope, kjer bo pač malo različna problematika, tako da mislim, da pol to vlečemo na koncu ven spet, da ni toliko smiselno. Tako da bomo kar naredili tak klepet ženski. Evo, tako da četrtek, kaj smo četrtek? 9.1. ob 6. Evo, vse narejen, Velobar, Zihrlova 10. Jaz bom potegnil dan, tako da bom cel dan klejal od 7 zjutraj do ne vem kdaj zvečer. Se boš v dobri družbi, tako da ti ne bo nič hudega. Pa glede na to, da je tvoja tudi začela kolesar, tudi njo vabim, da pride, pa kaj mogoče bo zvedla, kaj tazga kot tebe ne more zvedeti. Od mene je zve vse, jaz sem kolesarska enciklopedija. Ja, a imaš ti tudi od spodi češplo? To pa ne. No, dobro. Evo, vse dame, ki bi rade zvedle čim več, ki ste začele kolesariti, kakršne koli težave imate, kle bojo dame, gospe, ki se ukvarjajo s tem že zelo dolg časa, tako da evo, bo nekaj za poslušati, pa mogoče tudi za postaviti kakšno vprašanje. Tako da to je to, greva naprej. Si gledala ti že kakšen ciklokros? Ja, mi smo moram reči, da lani, v bistvu, se pravi, prejšnjo sezono, no, tako ja, prejšnjo sezono, ful spremljali ta ciklokros, ne vem, zakaj smo ga toliko bolj. Letos moram pa priznati, da ga prav veliko ne, sicer vidim te poškodbe, pa kdo kaj zmaga, pa zdaj le vem, da se je Van der Poel poškodoval, to ja. Tudi vem, da je bil 26. decembra ciklokros v Ljubljani. Moram pa reči, da prav zelo veliko pa letos ne vem, pač mogoče tudi časovno malo nimam glih prav veliko časa kaj drugega spremljati, ali pa ne vem, ali pa toliko čakamo vsi, kdaj se bojo začele, ker bojo hmalo že prve cestne dirke, ne? Tako da. Mi smo bili v Ljubljani, smo šli na sprehod od Šmartinke pa dol, ki je bilo za Savo, ne? Ja. In jaz sem bil čist presenečen, koliko to letel. Pač tako, to je bilo. Pa to so bili do 23 ali do 1, ne vem, juniori še vedno. Pa so že te leteli. Ja, jaz sem gledala takrat, smo šli gledati, kaj je Pogačar vozil, a ne? Je bilo to 2 sezoni nazaj, ko je Pogačar tekmoval na ciklokrosu. Takrat smo šli gledati. Tako da ja, vem, da to leti, vem, da je dobro. Tudi teren mi je zelo všeč na tem predelu, a ne? Res tak primeren za ciklokros, veliko blata. Ja, mislim. Tako, kar dobro je, dobra lokacija, no, se da narediti tako zadevo. Jaz se mi zdi, da najbolj presenečen sem bil, koliko je letel. Sploh ta prvi so šli res dober, ker to je unih 40 minut, 45 minut, to je full gas, ne? Ja. To ni tako, da se kaj, da imaš ti cajt za počitek. Zato so pa meni te ciklokros pa gorsko kolesarjenje, te dirke, te krosi so meni kar težka, tako ko jih gledaš, si res veš, da so res vse čas na polno, ne? In
Tako da ja, ne vem pa, kaj se pa zdaj kaj dogaja v tem svetovnem, no, to pa zdaj glede, mislim, da je tudi Van Aert tudi poškodovan, ne? Ne, Van Aert je A se je zdaj prišel nazaj? pa je 2 zapore zmagal. Aha, ja sej, Kleka Van der Pola ni bilo. no sej lanski let smo Newdva zelo spremljali, ker sta imela vedno ta rivalstvo, Ja, letos zdaj- pa ne vem, no. Bom pa zdaj Ja. začela malo bolj, no. Van Aert je bil poškodovan in je kasneje prišel, kukor je mislil, da bo polje, pa je Van der Pol zmagoval, pa čune, kaj je bil. Zdaj je pa Van der Pol kao padel na nek drog ali neki in ima neke rebra, ne vem. Ja, bede kaj kar, se ja. mu- Udarc je dobil nek. In je pa Van Aert sicer prvo je jedva dobil. Je tako, ni gladko, je imel bolj srečo, da je ta drug na koncu napake delal, zato ker je tako furil v vinke pa vse, da pač meni ni bilo jasno, da to, ne vem, jaz sem pa, ko sem gledal TV, ne, in tako pa zakaj, ker same zunanje linije in so bile vse počasnejše in so vsi so Ja, pridobivali mogoče je bilo vsakemu toliko blata ovinku. noter ali pa kaj se. Sam so vsi so une krajše vozili. In mi je bilo tako prav čudno, jaz gledam, pa kako, zakaj, vsak ovink je prdubil proti njemu. Pač so drugi prdobivali, ne. On je bil sam pač toliko močnejši, da je pol na koncu še vedno zmagal. Ampak če pa gledam po tehniki pa to, ne, se mogoče, kad toliko cajta ni zdaj bil na kolesu, ne, da mogoče mu je tudi malo manjkalo, ampak overall so drugi dost boljš pa lepš vozili v vinke, on je pač sam Ja, ali močnejši. ga bo pa kaj strah padati, ali ima pa kakšno tako, ki je poškodbo česa, To da... je pa kar, je pa zmagal kar prepričljivo, no, tako kot je Van der Pol prejšnje, ki je šel naprej in pol se je pač furil v njegovemu ritmu in je pač bilo to tono. Tako da jaz kom čakam, da bo ta kakšna kao ta oba Ja, dva. ko bosta oba, to je takrat je res, ker so pač ona dva sta v tem ciklokrosu še vedno najmočnejša, ne, tako da je. Sem pa klek, smo bili v Ljubljani, ne, so tudi punce, pač ne vem, kaj so to, mlajše mladinke, ne vem, pač niso še elit furali, ampak so te mlajši. In so šle tudi že dobro, sem bil kar tako. A pa so imeli tako bolj ciklokros kolesa ali so imeli gorce? Ciklokros. Po Ciklokros. večini so bili na ciklokros, pa mislim, da so dali zdaj še celo ven, kao, da ne smeš več, ne vem, a so dali ali niso dali, ne vem, čisto točno, sam pogovarjal sem se z Zupanom, Tinetom, in je rekel, ja, da ne bi kao, ne vem, a ne bi ali ne, zdaj ne bom jaz neki govoril, ker se nisem poglabljal, ampak ja, tudi Lovše je prišel prvič ciklokros kolesom. Ja, ja. Je rekel, mislim, da je svojo kategorijo zmagal, skupno je bil pa tretji, če se ne motim. Ja, to sem videla, da je neki zmagal, ja. Tako da ja, no, mislim, ja, tukaj... Ja, pa Tina je rekel, da jo tudi gleda, da jo spremlja, tako da sem bil kar presenečen, da jo gorski kolesarji tudi kakšni spremljajo. Dobro, tako da hvala sej, vsem, ki gledate. Jaz sem mal gorskega kolesarja, ti pa si mal zašel iz teh pota, no, ampak ja. Jaz si moram to še malo nabaviti, sam je kar strah. Tako Jaz moram zdajle, reči, da zdaj, ko mi je Dejan nastavil še blokeje na gorskem kolesu, ker sem imela to čist smemjah in zraven še sedež, ki je zdaj bo čist v bistvu veliko širši, da tudi, moram reči, da ko mi čakam, da tudi na gorcu malo sprobam to novo pozicijo, ker je toliko drugače zdaj gor, da se tudi upet najprej nisem znala. prav, ta vikend gre takam na kolo. Zdaj še ne vem, kaj bom ta vikend, ker imamo eno veliko praznovanje, ker moja draga Nina praznuje 30 let in ne vem, kaj bom jaz sposobna ta vikend početi. Mislim, da nama navratal ta vikend, bo pa naslednji potem, ja. Ta Treba vikend je kar sprobati. lep. Bo sicer Ja. mrzlo, ampak je pa baje lep. Ne vem, bova videla, no. Ja. Nam nič obljubljala. Ker pol hiter vsak reče, ja, nisi rekla, da bo šla. Teli novi hiti so vam prišli. A si kaj pogledala jih? A ti kjer prav tako res všeč, ali pa tudi par novih koles, pač vsaj kar se tiče baru, je zunaj ne dva, sta vsaj meni kar všečno. Jaz sem gledala ta nova kolesa, ki jih ven objavljajo, pa zdaj niti jaz točno ne vem, kaj rečejo, recimo, ne vem, New Giant, a je to čist nov kolo, ne, ker toliko se jaz ne spoznam na vsa ta kolesa, ali je to samo nova barva. Ampak moram pa reči, da so letos vsa kolesa tako zelo lepa. Videla sem Van Rizla, da ne ima nov to kolo, ker je... Aero je nov. Ja, ne vem, ta ima spet ta zadnji del, ima tako narejen, ki ga ima recimo Specialized. To je to. Aero je nov. Aha, no, ker sem tu zraven, je bil primerjava Villerja novega.
sta si zelo podobna. Sta A zelo... veš, da za Vilerja pa ne vem. Ja, ali sta bila nov prav ali oba samo dva na barva? sliki, en po drugim, zdaj ne vem, a je šlo za novo barvo, zdaj se pravim, da zato ne vem, ampak sta pa oba dva zelo lepa, zelo ta preprosta, klasična oblika, ful sta mi všeč, ta zadnja vilica je lepo narejena, tako kot ima niš, zelo podoben nišu, ima ta oba dva. Ja, pol po moje Van Riesel ni ta aero. Ker Van Riesel aero je tak, spreden del je spet zelo širok, kleka je headtube, pa je tak mal bolj masiven, no? ni Ne, ta pa je pa standardna verjetno oblika. ta standarden, Ja, sam so to bolj pa barve mislim, predstavljene da pri Van nove. Rieselu, da niso dali tega. No, ampak sta pa oba dva lepih barv, tudi Viljer je ful lepe barve. Pol so meni osebno je všeč Džajko, zdaj to, ko gre v vijolično, vem, da mogoče moškim to malo manj, mir sa ti rekel, kva so to najdel vijolično. Meni je všeč ta vijolična barva. In kolo mi je lepe barve in dresi so mi všeč ta barva. Meni je vijolična bila že od nekdaj tako lepa barva za na kolo. Ena redkih, ki jih bi, tako da mi ta dres bo mogoče, ne vem, letos celo najlepši dres. Ja, a veš, da meni je tudi všeč. No. Meni je njihov komplet mi tako, njihov po moje, da mi je najlepši. Ja, zdaj le, kar prihaja ven, moram reči, da mi je zelo všeč. No. Ni nekaj posebenega, pa tak še zmer clean vse. No, tudi se pravim, da si ima ta novi, piše novi Giant, ne, od Connorja, zdaj tudi ne vem, verjetno ni nov, ampak je tudi take vijolične barve in je zelo lep. Ja, ne vem, da je Giant dal prav ven nov kolo za naslednjo sezono, to jaz nisem zasledil, možno je, ne vem pa. No, sem pa tudi zdaj si malo bolj, pa malo večkrat je objavljen tale ta nov Scott, kar je tudi zelo podoben vsem tem kolesom. In moram tudi reči, da zdaj, ko malo te barve lepše dajo ven, ne s tistim rumenim zelenim napisom in tako, da je tudi ta kolo zelo lep. In po moje bo to tudi eden največjih hitov, če mene vprašaš med rekreativci zdaj. Ja, kar se tiče prodaje, glede na to, kaj dobiš, price performance bo po moje. Meni je itak Scott, če gledam performance, jaz mislim, da ne moreš nikoli zgrešiti, bolj je sam pač, a za ta denar dobiš še kaj drugega, ki ti je mogoče bolj všeč, ker jaz sem pač tak, da če mi je bolj všeč, da rajš dam več, pa vem, da mi je všeč, kukor da bom dal zdaj, da bom gledal, ne vem, 500 € razlike, ne? Ne, se to verjetno, da kada še enkrat, saj za moje pojme, če daš, ne vem, 4 ure, 5, 6, ne vem, za kolo, daš res 500 € rajši več, pa imaš kolo, ki ti je res všeč, če zdaj govorimo v istem rangu kolesa, kukor ne tukaj. Drugo je bilo tako, če bi bil za Jurija kolo, pa še rekel, da je 500 več. Tiste pa malo, pa je razlika, ne? Tako da, ja. Ne, to definitivno. Sem pa gledal tudi tega le. Kjer je te všeč? Od SL8, od Specialized, da sam ne od Red Bulla, ampak od Lotto, kva so se sploh ne vem, ko se imenujejo. Prej so blizu dal, samo če so to še. No, od njih so ful lepo pofarbani, ker so vsi ročno in je vsak mal drugačen, je načeloma tema ista. Ne? Čak to od Remkota? Ja, so mi tako, meni barve, vse so podobni kot od Red Bulla, ampak njihovi so mi tako. Če bi rekel zdaj, da bi si eno barvo dal na kjerkoli okvir, bi bila to po moje. Ja, pa nima veliko barv, pa je verjetno, če je podoben. Bel. Sama pa zelo podoben, kot te Frozen. Pač neke take vzorce so dali spodi in pol se zelo lepo se pač preliva. Tega pa nisem še videla. Je ta tako od vseh koles mi je mogoče, je pa res, da nisem si vseh pogledal. Ne? Od Gianta zdaj se sploh spomnim, ne, kako zgleda. Tako da niti tak vijoličen je, tak flekast vijoličen, belo vijolič, meni je všeč. To je bilo po moje tudi meni pol všeč. Sam jaz sem zdaj gledal za naslednjo sezono, če sem lahko zmenil, si ga dal pofarbati čist krom. Ena barva, čist krom, sam napis, da bo odtenek svetlejši ali pa temnejši in to je to. Sploh nič drugih napisov, cel krom. Sej dobro, meni načeloma itak to najlepša varianta, da je pač kolo v eni barvi, pa potem minimalističen napis, če se le da. Tudi mene recimo, ne vem, če si že opazil pri treku, imajo eno varianto od različic, da ni trek, ta njihov velik napis, ogromen, debel, ta grd, meni to recimo mi ni všeč od treka napis, ampak imajo tak majhen trek napis, čist mini, imajo tako različico. Ful lep kolo pride. A veš, da meni pa tako, zdaj gledam pri Scottu, so dali te manjše napise, ne? Pa, ko gledam une večje, pismo mi je povsod skoraj lepš ta večji napis, tudi od BMC-a, ne. Meni je všeč, da je glomazen, pač velik BMC napis. Ja, meni pa odvisen od napisa. Če je napis lep, tak,
Ne vem, meni so pa lepi ti napisi, ki so neki taki, ki spet smo pri tem, ki so neki posebenega, ki so neki drugačni. Se zdaj bo mogoče kdo rekel, ampak Viljer, ne. Ja. Viljer ima meni ful lep napis. Logo, misliš? Ja, ta napis na kolesu, ki pride, Viljer. Ja, Meni je recimo še všeč. zmeraj velik, ne? Je velik, ampak je drugačen. Se pravi, zato mi je te mi pa niso, ni mi všeč. Specializer, ki so take ostre, ni mi všeč. Trekov, ki so taki, tudi BMC ima za te ostre napise. Ampak dobro, pustimo, to je stvar okusa. Ja, jaz sem videl na Instagramu enega BMC-ja z 105, ki je bel, pa ima pa malo tako črne in je, fuck, to kleba. Ja. Ne vem, se pravi, te BMC so edin problem, ki ga klepar nas glih, težko bi ga, ja. Ja, drugače pa se pravi, zdajle upam, da sem čim prej zmenil, da grem tja na Tajsko, ker zdaj sem že kar mal živčen, ki mi še niso javili, da kdaj bi lahko prevzel bajk, ne. Ja, tist bi bilo zanimivo, ne, še drugega ne, za videti vse skupaj. Ja, če imaš kaj? Po moje, da je to za enkrat. Ne vem. Jaz bi v bistvu sama eno informacijo od Mirsada, ki je pač vse lepo vab, da zdajle, ki je glih ta prav cajt, da pripeljate kolesa lahko na generalni servis. Vsi, ki nas poslušate, če malo dobre vole, če ste veseli, ko pridete, pa pripeljate kolo, vam bo Mirsad z veseljem dal res dober popust tudi na generalni servis, tako da to je še to. Tako bom rekel, vsi, ki se hočete pripraviti na novo sezono, pripeljte kolo po zim, ne takrat, en teden preden se boste zunaj začeli voziti, ker takrat so na vseh servisih gužve in kje se lahko čaka tudi 2 do 3 tedne. Tako da zdaj imate šanso, da se pripelje, tako da tudi jaz bi vsem rekel, da se zdaj tega lotite. Vsi, ki še niste subscribeni, naročite se prosim na kanal, nič vas ne košta, nam pa ful pomaga, stisnite like gumbek, če so kaj pametnega povedala, še bolj, da delite z drugimi. Tisti, ki hočete testirati zdajle kakšne obroče, komplet kolesa, mi pišite na mail. Tako da ja, to je to, če pa koga zanima, se pravi nakup novega kolesa, predvsem Pinarello pa Niš, pa najbolj že se oglasite, pa gremo skupaj čez, trenutno se čaka, ja, odvisen za kjer kolo, ampak je tam od 4 tedne pa gor. Tako da v kratkem pa sestavimo enega novega Niša, pa še enega Grevila čist decked out, to je tako vse top of the top, od Ceramic Speeda gor, Princeton obroči do, mislim, da bomo imeli že ta nov SRAM Red XPLR, tako da to bo Mirsad sestavil, po moje si v kar oblizoval prstke zraven. Tako da to v kratkem na kanalu. Nič, v četrtek še enkrat lepo vabljeni velo klepet, same ženske, tako da tudi če je vremenska napoved zdaj za vikend še sončna, se zna to vse spremeniti. Ja, za četrtek je še slaba, tako da... Tako da ja, pridite pa, če imate kakšen že zdaj idejo, tudi moški mogoče, da se poslušate svoje boljše polovice, kakšne težave imajo, lahko kar od spodaj že komentirate, pa mi bo Anže vse prenesel te podatke. Pa definitivno, če boste imeli čas, jih pripeljte na klepet, da poslušajo, da vprašajo tudi kaj, bo pa po vsej verjetnosti na YouTubeu ta pogovor naslednji teden od torka do četrtka enkrat, tako da ja, to je to, do naslednjič. Super. Čau. Čau, čau.